Želeli so, da bi France postal duhovnik. Prisluhnimo, kako pri svoji odločitvi, da nikoli ne bo duhovnik, je pisal starš z Dunaja 24. velikega travna 1824. Ljubi starši, zelo me veselilo, da si se pri tej priložnosti na mene spomnili. Zato, ker mi to naznanje da, da vaša ljubezen do mene, čeprav sem še dolgo od vas ločen, ni še ugasnila. Meni je prav zelo žal, da vam upanje vaše spomniti ne morem. Je, ker bi bil od konca to vedel, kaj zdaj vem, to skusil, kar sem zdaj skusil. Tako bi jaz nikoli ne bil videl Dunaja. A zdaj je prepozno. Dokler ptič po drevju okoli skače, prijed, v ptičenci nastavljena prijazno k sebi vabi. Pa kjer se je on enkrat zateknil, potlega pokrov zapre. In ona more več nazaj, ja tok so tudi meni vrata zaperte proti domu. Sramota, zgubljeni čas, zgubljeni prijatelji, nova zamera mi branijo v teologiju nazaj. In jaz vam odkrito srečno povem, da sem trdno skrenil te velike težave regrestati in svako reč predskusiti, kot je ta stan, v katerega sem se podal zapustiti. Kaj bi vi rekli, ki bi kdo en vrt žlahnimi drevesi nasadil in ki bi že jablane ali hruške ali druga drevesa tako podrasle, da bi v klanje imel kmalu sadu in njih dobiti? Kje bi zdaj en na kratki glavu padel, drevesa vse posekati in en zemnik iz vrta narediti? Ker toliko reči stoje, da ne morem več nazaj priti, preden ne bo v službo v Ljubljani iskal. Jaz si vas rajtal od počitnice obiskati, a če bo perstrisnik zamera gorela, bom moral v domu priti, zato ker bo denarja manjkalo. Bolem še nisem bil, kar si na Dunaju, na Kvartikirju sem prav dobrih ljudeh, kateri postrežajo. Zdravi ostanite in vse znance, prijatelje in sorodnike pozdravite. Vaš France. Dobro, zdaj pa končaj. Rastko, drži se in se lepo imej. Napiši še, da me pozdravi Ljubljana. Ok, tako, poslano. Ok, kipa, šivam. Počakaj, se si gremo vsi.